Vsi prikazani izdelki so deloma ali v celoti izdelani iz umetnih mas in nam nudijo sodoben, kvaliteten način življenja. Vedno nove umetne mase omogočajo nadaljnji razvoj v medicini, vesolju in na drugih področjih znanosti. Proizvodnja plastičnih umetnih mas narašča, saj pridobljeni proizvodi dosegajo in prekašajo lastnosti mnogih klasičnih materialov. Marsikaterega sodobnega proizvoda brez poznavanja umetnih tvariv sploh ne bi bilo. Prvi začetki odkrivanja umetnih mas segajo v 19. stoletje. Pionirsko delo na tem področju je sprožil znanstvenik nemškega rodu Fritz Klate. Postavil je temelje za industrijsko predelavo PVC-ja, umetne mase pa so doživele neverjeten razmah uporabe po drugi svetovni vojni. Od surovin do polizdelka. Glavne surovine za proizvodnjo umetnih mas so nafta, zemeljski plin, premog. Te surovine prihajajo v tovarno. Tam jih po posebnih postopkih predelajo in pošljejo uporabniku kot polizdelek. Polizdelki so v obliki prahu, zrn, folij, plošč, blokov, vlaken ali smol. Vrste umetnih mas. Umetne mase delimo na 3 osnovne skupine glede na njihove tehnološke lastnosti, na elaste, plaste in silikone. Elasti. Elasti so prožni kot guma. So različno elastični. Silikoni. Silikoni so v obliki olj ali masti, ki služijo za mazanje ležajev. Silikone v obliki smol uporabljamo za tesnjenje, izdelavo lakov in izoliranje električnih vodnikov. Plasti. Plasti so v manj ali bolj trdi obliki. Plaste zaradi njihovih tehnoloških lastnosti razvrščamo v 2 podskupini, na duroplaste in termoplaste. Snov, iz katere je narejen kozarec, postane na toploti mehka, plastična in gnetljiva, zato jo uvrščamo v skupino termoplastov. Snov, iz katere je narejen vtikač, pa pri segrevanju ne spremeni oblike. Snovi, ki jih s segrevanjem ne moremo preoblikovati, so duroplasti. Predmeti iz duroplastov običajno dobijo obliko z litjem, lahko pa jih obdelujemo z mehanskimi obdelovalnimi postopki.
Iz termoplastičnih umetnih mas, ki jih s pomočjo toplote lahko zmehčamo, izdeluje predelovalna industrija številne uporabne predmete. Toplotna predelava umetnih mas, rotacijsko vlivanje votlih izdelkov. Priprava materijala. V mlinu pripravlja delavec ustrezne odmerke umetne mase v prahu za bodoči predmet. Na tehtnici stehta določeno količino prahu. Nato doda barvni pigment, in maso premeša. Odmerek prahu je pripravljen za vsak izdelek posebej. Postopek izdelave predmeta. Sodoben rotacijski stroj je sestavljen iz 3 delov: iz peči, hladilne komore in 3 ročičnega mehanizma. Delavec vsuje prah v kalupe, ki imajo oblike bodočih izdelkov. Kalupe pokrije s pokrovom in pričvrsti z vijaki. Sledi transport orodja v peč. V peči se orodja vrtijo horizontalno in vertikalno. Prah se zaradi vročine topi in nanaša na notranje stene kalupov, kjer želira. Vrata peči se odprejo in ročica z orodjem potuje v hladilno komoro. V hladilni komori se orodje ohladi. Ko orodje pripotuje iz hladilne komore, delavec odstrani pokrov orodja in potegne iz kalupa, v našem primeru, gajbo za kruh ali gugalni koniček. S kotno brusilko, z ročnim strgalom in nožem obdela izdelek. Gajbo za kruh položijo na obdelovalno mizo. Robot, ki je računalniško programiran, na podlagi ustavljenega programa izrezuje luknje. Pri mehanski obdelavi nastajajo odpadki, ki se vračajo v mlin. Tam jih zmeljejo in pripravijo za predelavo. Prikazali smo proces rotacijske predelave umetnih mas. Ta poseben postopek litja, imenovan rotacijsko vlivanje, se uporablja za izdelavo votlih predmetov. Na ta način se lahko izdelujejo številni uporabni izdelki.
Vakuumski globoki vlek. Ploščo ali folijo iz umetne mase vstavimo v vakuumirni stroj in segrejemo do plastične gnetljivosti. Patrica se dvigne, sesalna naprava skozi luknjice izsesa zrak in prisesano ploščo oblikuje po matrici. Električni grelec se primakne nad ploščo. Ploščo segreje, umakne se s plošče, plošča je mehka. Patrica se dvigne, zrak se izsesa in ohlajena plošča ali folija obdrži obliko patrice. Manjše in lažje izdelke, predvsem embalažo za prehrambeno industrijo, izdelujejo s postopkom vakuumiranja, ki je povsem avtomatiziran. Embalažo izdelujejo iz polistirolne folije. Folija potuje po tračnem sistemu grelcev. Grelci segrejejo folijo, mehka in segreta folija prispe v orodje stroja. Stroje se zapre in začne se postopek oblikovanja folije v obliko lončka. Hkrati poteka postopek izreza lončka iz preostale folije. Ko se orodje odpre, so lončki izdelani. Po podobnem principu deluje vakuumirni stroj, ki izdeluje pokrovčke za lončke. Pokrovčke dokončno dodelajo, ko nanje s tamponskim tiskom nanesejo napise. Na enak način se izdelujejo tudi banjice za sladoled. Ko je banjica oblikovana, delavec vzame folijo, jo vloži v prešo za razrez. Na delovni površini preše so nameščena rezila v obliki oboda modela. S pritiskom na ročico delavec sproži odrez odvečne plošče, banjice za sladoled in tako je izdelana. Na polavtomatskem vakuumirnem stroju se izdelujejo izdelki iz debelejšega materiala, na primer iz polietilenskih plošč. Delavec ustavi ploščo na delovno mizo stroja in jo pričvrsti z okvirjem. Grelce pomakne nad ploščo. Polietilenska plošča se zmehča. Po gretju se grelci odmaknejo, orodje segreto in mehko ploščo dvigne in prisesa na orodje. Izoblikujejo se bodoče sanke. Sledi postopek hlajenja in izrezovanja. Na vakuumirnih strojih večjih dimenzij se po enakem postopku izdelujejo številni izdelki.
Tehnika upogibanja umetnih mas. Kos plošče iz poliakrilata vložijo med letvice. Letvice se segrejejo. Vpeti material se zmehča, ostala površina pa ostane hladna. Sledi upogibanje plošče do poljubnega kota. V tem novem položaju se upognjeni del ohladi in obdrži novo obliko. S tehniko upogibanja umetnih mas izdelujejo veliko uporabnih predmetov. Obdelava umetnih mas z odrezovanjem. Metoda kopiranja z rezkanjem. Stroj, imenovan optični rezalnik, sestavljata dva dela: kopirni in izrezovalni del. Na kopirnem delu optičnega rezkalnika je vstavljena risba, po kateri se s pomočjo optičnega kopirnega mehanizma izrezuje risba iz debelejše plošče iz umetne mase. Optična glava sledi črti na risbi in vzporedno premika rezalni del stroja, ki reže obdelovanec. Izrezana oblika je enaka obliki risbe. Po končanem postopku je izdelek uporaben brez dodelave. Litje. V tehniki litja so izdelani mnogi predmeti zahtevnejših oblik. Učenca vam bosta prikazala, kako lahko izdelate zanimive, unikatne predmete. Potrebujemo plastenko poliesterske smole, trdilec, pospeševalec, 3 prozorne skodelice, mešalni paličici ali žlički, vlagalec in kalupe različnih oblik. Učenca vlijeta iz plastenke majhno količino poliesterske smole vsako svojo skodelico. Učenka zmeša smolo s pospeševalcem, učenec pa s trdilcem. Na ta način preprečita direktni stik pospeševalca in trdilca in se izogneta nezaželeni kemični reakciji. Nato poliestersko smolo z dodatkom trdilca in pospeševalca zlijata v tretji lonček in vsebino dobro premešata. Pripravljeno maso vlijeta do 1/3 posodice in počakata, da masa v njej želira. Vanjo položita vlaganec, ki ste ga izbrala, nato pa dolijeta preostalo smolo do vrha posodice. Po strditvi izdelek mehansko odstranita iz kalupa, obrusita in spolirata. Na ta način izdelujejo zanimive, okrasne in praktične predmete.
Armiranje poliestrskih smol. Postopek armiranja poliestrskih smol omogoča izrabo dobrih lastnosti poliestrskih smol, za katere je značilna visoka mehanska trdnost in kemična odpornost. Zato jih pogosto uporabljajo v proizvodnji delov avtomobilov in letal, predvsem pa v ladjedelništvu. Za cvetlično korito je osnova lesen model, s pomočjo katerega naredijo kalup za serijsko proizvodnjo. Kalup je sestavljen iz 3 delov. Delavec najprej premaže model na zunanji strani z odlepljivcem, da lahko končani izdelek lažje sname. Sledi namaz želatinaste glazure in polaganje prve plasti steklenih vlaken. Prva plast nanosa se strdi na zraku v času 20 minut. Nato sledi nanos še 2 plasti po enakem zaporedju. Po končanem delu delavec sname izdelek iz modela, vse 3 sestavne dele sestavi v kalup s pomočjo vijakov. Kalup, narejen iz armirane poliestrske smole, služi za izdelavo neomejenega števila betonskih cvetličnih korit enake oblike. Na spodnjem delu je odprtina, ki služi za ulivanje betona. Ta se med ulivanjem v model enakomerno razporedi med notranje in zunanje stene kalupa. Ko se beton strdi, delavec razstavi kalup in betonsko cvetlično korito je narejeno. Ekologija. Pri izdelavi in obdelavi izdelkov iz umetnih mas se ves odpadni material v mlinih zmelje, regenerira in ponovno uporabi za izdelavo novih predmetov. Tako v proizvodnji plastike ne poznajo odpadkov. V vsakdanjem življenju pa pride do izraza neuničljivost umetnih mas. Neodgovorno odvržene plastične vrečke, plastenke in drugo se v naravi ne razgradi. S tem onesnažujemo okolje. Narava je naš življenjski prostor, zato se do nje obnašajmo odgovorno. Ponovimo. Umetne mase so elasti, silikoni in plasti. Plasti pa so duroplasti in termoplasti. Obdelave umetnih mas. Toplotna obdelava, mehanska obdelava in litje. Varujmo naravo. Kurjenje predmetov iz umetnih mas še bolj onesnažuje okolje. Zakaj? Razmisli.